Lepo pozdravljeni. Prosili so me, da spregovorim o tem, kako spovednik doživlja zakrament svete spovedi in kaj je njemu mogoče pomembno. Najprej bi rad rekel, da se mi zdi, da je Božje usmiljenje, skratka odpuščanje, nekako srce krščanskega sporočila. Jezus sam je tisti, ki nas je prišel rešiti, ki nam je prišel tudi odpustiti, kar smo v življenju pogrešili, podobno kot tale mozaik nakazuje, kako je Jezus odpustil grešnici. In ji pravi, tudi jaz te ne obsojam, pojdi in ne greši več. Gre za to, da odkrijemo v zakramentu svete spovedi Božjo bližino, da začutimo, kako nas Bog objame v tem zakramentu svete spovedi. Spovednik mora biti najprej sam priča tega usmiljenja, ki ga je prejel od Boga, da lahko to Božje usmiljenje podaja naprej. On sam je najprej izkusil, koliko mu je Bog odpustil. Pri sveti spovedi se naše srce omehča, se poglobi naš duhovni pogled in postanemo tudi bolj občutljivi za duhovni svet. Tako tudi naše srce postane bolj odprto za bližnjega, prepozna njegovo potrebo, stisko in mu priskoči na pomoč. Človeka sveta spoved odpira v dve dimenziji. Gre vedno bliže Bogu in tudi hkrati se bliža človeku. Spovednik ni v spovednici predvsem zato, da bi sodil, ampak da bi dajal človeku pogum in veselje, da bi napredoval v veri in na poti za Kristusom. Duhovnik je izbran od Boga, da bi kot krhko in ubogo orodje v rokah Boga izkazal grešniku smiljenje. Duhovnik je kot kanal Božje milosti. Tako da spovednik ne more biti preveč tog in trd z vernikom, ki pride v spovednico, temveč tudi on poskuša izkazati nežnost, ki jo prejema od Boga. Spoved nam torej zdravi srce in odpira oči. Papež Frančišek pravi, da je zakrament svete spovedi kot največja sveta vrata Božjega usmiljenja. Želim vam, da tudi vi odkrijete, kako velik je Gospod, ki nam odpušča.